Slava je mene mečken prijela, bi rekel, še v času randevuja, tudi zato smo se kregali malo, pa ne samo zato, da je mene prijela Slava, ampak ker sem hotel več narediti, ker so oni hoteli. Oni so hoteli bolj simple muziko igrati, jaz sem hotel mečken bolj tako intenzivno zadevo in se nismo mogli zmeniti sploh. In pol sem se rekel, bom pa začel svojo muziko delati. In pol sem pač to naredil. In tudi takrat, ker sem bil v tem modu, kako se temu reče, v tem moodu, v teh občutkih slave, sem tudi te napake naredil, o katerih sem prej govoril. Sem se petu narobe povedal, v glavo sem spustil, da nočem njegovega komada na plati in je bilo fertik. Me potopil. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo nevrotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in kot vedno vas vabim, da nas posledite na Apple Podcast, na Spotify, na YouTube, na vseh večerovih družabnih omrežjih, torej Facebook, Instagram, karkoli še imamo. Malo imam treme, moram priznati danes, zato ker je ena boljših slačilnic, kar se mojega okusa tiče. To zdaj zahteva malo daljši predgovor. In zdaj vračam vas nekje v leto 93, ne še prej, na prelom z 90-ih in v 80-ta, ko je moja sestrična, takrat frizerka, v enem zelo znanem frizerskem salonu v Mariboru, takrat Bianca, mislim, da se je rekla, na sveti Gambrinosa, zdaj veste, ne, mi prinesla domov eno podpisano, tako zeleno kaseto, enega pevca, pa ga nisem takrat še poznal, mislim, da je bilo Koliko Sous naslov. In jaz zapopadem to kaseto v nulo in pa poslušam par let, samo to. Hotel sem imeti njegovo frizuro, hotel sem imeti vse, totalni fan. In potem ugotovim, da je ta gospod tudi avtor večine komadov, ki je meni všeč iz tega obdobja. Jaz sem full fan 90-ih, v bistvu zlato obdobje slovenskega popa. In on je bil eden glavnih epicentrov. Glavni epicenter, skoraj da, takrat, ne? Božidar, dovolj, hvala, da si tu. Evo, bruham danes tudi. Bruhaš takrat, ne? A se ti spomniš moje sestrične? Veš da? Andreja je, še vedno je ime Andreja. Seveda. Ti si imel takrat ful enih teh frizerjev po državi. Imel sem kar na parih, tudi v Mariboru kar dva, ja. Što so zvezde, ne? Takrat. A se ti, ko danes gledaš nazaj na to obdobje, torej 80-ta so bila, po mojem, zate nora, ne? Začetek 90-ih, potem že malo manj, zdaj zmes se je zgodilo več desetletij, ne? A se ti zdaj vse skupaj, ko to z distanco gledaš, se ti zdi to sploh resnično? Veš kaj, jaz sem zadovoljen pa srečen, da sem živ, to je prva stvar. Mogoče to, ker sem učil, da me je rešil, da enostavno še dobro zgledam po tolikih letih, ker če bi bil v biznisu tako, kot sem bil takrat v tistih letih, ne vem, kako bi izgledal, niti ne vem, kaj bi se dogajalo. Ne? In mogoče moj glavni ta delovanje je bil tam nekje od 81. Ker sem začel bolj profesionalno delati, pa kaj do 92. Ne? Takrat sem jaz v glavnem največ počel stvari in takrat je bilo pa res noro. Tisto obdobje je bil v mojem življenju. Še prepoznaš tega kodrolasiga, oziroma tega, kako se reče, Bundesliga, popčka iz tistega časa na fotografijah, toliko vsega se je. Ja, meni moja žena prav sem zgledal Limal, ne. Limal, se je bila ta ena modna niša, je bila takrat. No, jaz se nisem nikoli na njega oziral, ampak je to čist slučajno prišlo, da sem dobro zgledal tako, pa so me pol punce naredile, ne. Pa bila je moda tistega časa, ne? Ja, totalno. Ampak si danes zelo drugačen, kot si bil leta 93. Se kdo ni bil drugačen leta 93? No, v smislu, kako misliš drugačen? Kot človek. Ja, seveda, sem bil večkrat oženjen in sem se mogel vsakič čist spremeniti, ne. Hecal se. Ne, imam tistih osnovnih karakterističnih, pač bi rekel, lastnosti, ki jih imaš kot človek, ki se rodiš, tiste so še zmer kle. Mogoče kdaj s kako bremzo, kaj naredim, ne? Pa mogoče s pametjo bi rekel, včasih mi pa ne rata, ne? Včasih pa ker ostajam isti, ker sem bil. Kaj je tvoja najbolj tipična lastnost? Da sem direkten kanal. Direkten? Ja. Zdaj, prihajaš iz Zasavja, ne? Originalno, jaz bi trmast bi pričakoval, recimo, ne? Ne, nisem. Ena knapovska trma je kar... Ne, kaki, to ten kamer nadpele. Sem pa direkten, sem zelo navaden, pravijo z gobcem, ki ga vrtim, ne? Jaz res povem direkt
to, kar mislim, in včasih ni glih fajn, ne, za tistega, ki dobi podatke iz mojih ust. To je ena taka zasavska lastnost. Ja, verjetno, da je. Ja. Mislim, kaj vem, jaz sem vedno bil takšen, sem si tudi kariero vmes mačken uničil, čisto zaradi tega, ne, ker sem pač, verjel sem vase, mislil sem, da sem mislim, da... Ja, veš, prijel za, ja. Ja, in da sem močen in vse, in pa so mi pokazali, da to ni glih tako vedno, ne. Ker če komu kaj narobe rečeš, sploh človeku, ki je v nekih povezavah močna osebnost, ne, ti hit pokaže, kje ti je mesto, ne, in to se je meni tudi zgodilo, da sem 4 leta kar imel probleme zaradi tega, ne. Si imel? No, ja. Recimo, comebacki, torej vrnitve glasbene, niso zmeraj uspešne, ampak tvoja je bila, ne? Te je presenetilo, da te še zmeraj toliko potrebujemo, da nas toliko zanimaš, da ta glasba je ostala, ne? Čez dalje več me preseneča. Veš, kaj me najbolj preseneča? Moški me imajo rajke ženske, ne? Ja, dobrodošel v 2026, ne? Ne vem, zakaj, večino, kar v veliki meri, ko me najemajo, so moški tisti, ki jim pojem, ne? In sem prav wow, ne? To, ki ste prej v začetku opisal tvoja uvodna beseda, ne? In tako je tudi tam, ne, pri teh ljudeh, ne, in radi imajo mojo muziko. Je pa res, da sem bil jaz v svojih pesmih dosti odkrit nekterih in sem tudi napadal, recimo, ne prid nazaj, bež, ne, ne laži mi, bum, ne, in so bili taki teksti, ki so dejansko moški jih zagrabili tudi v tem smislu, ne, so mogoče dobili en power zaradi tega. A misliš, da odraščali smo v teh skladbah, ne? Ja. Torej smo s tvojimi skladbami predelali v bistvu vsa življenjska obdobja, ne? Recimo, ne laži mi je res dober komad, eden mojih najljubših, itak, tudi v priredbi potem For Fun, Dua, ne? Ja. Da si v bistvu del naših življenj, tudi ko te ni bilo tukaj, ne? Tukaj te ni bilo kar skoraj da 30 let, mislim, da, ne? Ja. To je, in to v zanimivem obdobju, ne? V bistvu ti si se preselil v Ameriko leta 1993. Tako, ja. Torej si izpustil skoraj celotno osamosvajanje Slovenije. Ja, se po svoje malo mi je žal, ne, ampak tako je prišlo. Jaz sem bil 88 v Ameriki, sem že imel naveze na Atlantic Records in vse to, in smo imeli te pogovore in jaz takrat nisem bil še ready, in sem rekel, 6 par albumov doma naredil, ne, pa mogoče, in se je pač tako zgodilo, da mi ni bilo, in pol vojna je prihajala. Ja. In vse te stvari, ki so se dogajale, pa smo se pogovarjali z mojo bivšo, kaj bi pa zdaj medva, gremo na izlet, pa smo šla za 4 mesece v Ameriko, pa se je pa vse spet tam nazaj zgodil in ona je dobila dobre ponudbe za delo, tle je bila vojna, in jaz sem rekel, pa dajmo ostati, in smo pol tako ostali, ne? Ker mi nismo imeli delovne vize, ko smo šli tja, ne? Mi smo imeli pač to, turistično, ne. Ampak smo šli in družini, ki nas je sprejela zelo tako z odprtimi rokami in nam tudi pomagala pol naprej v življenju do konca v bistvu. Kje v Ameriki se je potem to tvoje življenje zgodilo? Šli smo v Cleveland najprej. Ja. To je tako slovensko mesto, ni? Ja, tako so tako so me te ljudje ugovorili. V bistvu to je bilo 87. leta, ko sem prvič srečal ženo od tega človeka, ki nas je vzel pač domov v bistvu v njihovo življenje, to je ena italijanska familija. In tako je vse skupaj se naprej dogajalo, ne, in ko je bila kle vojna, sem rekel, kaj bom kle počel, ne, veš ti, kaj bomo med vojna, vse noben ni vedel, kam šlo to, ne, takrat. To ne. In pa si pa 1 let v Ameriki, ali pa 2 let, pa že težko nazaj greš, ker že takrat si že napelješ stvari, otrok je bil tam, je že v šolo začel hoditi, mislim v vrtec, in pa smo pa kar ostali. Kakšno življenje je to v Ameriki? Jaz še recimo nisem bil v ZDA. Lej, Amerika, tako so rekli, Promised Land, je bila verjetno, kaj sem koliko let nazaj, ne? Ko sem jaz bil v 80-ih, je bilo super. Tudi v 90-ih še zmeri, pa se je začel pa podirati tam po 2000 letu, ko so te krize nastajale v real estate, pa vse to, ki se je zgodilo, pa v takrat ne prešlo povsem navzdol. In zdaj je razdeljena Amerika zelo, ne? Čist. Spremljamo, ja. Ja, niti ne 2 grupe, ampak vsak zase vleče, no. Črni za sebe, Indijanci za sebe, mislim, vse je ločljivo, ne. Tako da ni lušen, zdaj, jaz ne bi šel več nazaj. Kakšen pa je bil odnos do tebe kot tujca? Takrat v začetku, nič, hej, how are you, dober dan, vse so vsi tujci tam, ne, generalno, ne.
takrat ni bilo tega, takrat ni bilo nobenih razdelitvenih nekih faktorjev, ampak to se je začelo tam, se pravim, nekje začetkom 20. stoletja in je šlo vse hudič. Ja. A si bil kaj povezan s to slovensko skupnostjo? Bil sem 2 leti, jaz sem se sicer izogibal, jaz sem bil, v studiu sem delal v glavnem, delal sem contemporary gospel, muzike ogromno, delal sem rap, pa taki stvari. Rap? Tudi, ja. Madonna. Ogromno sem produciral dosti tega, kar par albumov, pa tako, no, razne pop, pa tisti njihov southern rock, ali kako temu rečeš, ne, vse je zelo zanimivo bilo, ne. Ja, in smo dosti počeli stvari, ne. Kako si se pa moral sam s sabo v tistem času pogovarjati? A veš, prišel si v zelo velika slovenska zvezda tistega časa, na eno terra incognita, na eno ground zero. Ja, ti bom povedal banalno varianto. Jaz odprem studio, dam svoje platinaste plošče gor, obesen sem rekel, to bojo prišli takoj, ne. Stari, 2 leti sem bil sam v studiu, benga ni bilo. In jaz sem se oblekel v Versace reklec, s kravato sem se hočel, po evropsk, ne, tist, ki je prišel na vrate, me pogledal, so se samo obračali. Noben ni hotel z mano delati. In pa sem se spraševal, če sem rekel, kaj je to, ne, sem rekel, plošče imam kje se pokazati, znanje imam, ne. In pol na koncu se je ugotovil tako, da sem ugotovil, da moram, Cleveland je rock and roll city, ne. In sem kavbeke gor, da lase pusto rasteti. Takoj, ko sem se preobrazil, pred drug trek, ki je prišel na vrata, me je že blokiral, ne. In je bila zadeva, se je začela, pa se je podprl, ne. Da si se asimiliral, ne? To ne moreš verjeti, so zelo taki, veš, tako, kot jaz rečem, klele, ki pridem ali v Maribor, ali pa gor na Štajersk, ali pa na Prlekijo, pa to, ki so ljudje totalno simple in the best, in tam se jaz najbolj počutim, ne, mislim, res odprti, simple, mislim, tako so tudi te rock'n'rollerji, isto. Pa si takoj njihov, ko si njihov, se pa kar razplede zadeva in je to, ne. Ja. Slava je ena taka reč, ki človeka zelo hitro zasvoji. In ti si bil slaven kar nekaj časa, po mojem večino svojega življenja takrat. Ja, vsi si skozi, že ko si mehen, si že slaven, takoj, ko nekaj delaš, kar drugi ne. Si slaven, ne? Ja, veš, tako ne. Kaj pa ta del? Lej, slava je mene mečken prijela, bi rekel, še v časa randevuja, ne, tudi zato smo se kregali mal, pa ne samo zato, da je mene prijela slava, ampak ker sem hotel več narediti, ker so oni hoteli, ne, oni so hoteli bolj simple muziko igrati, jaz sem hotel mečken bolj tako intenzivno zadevo in se nismo mogli zmeniti sploh, in pol sem se rekel, bom pa začel svojo muziko delati, ne, in pol sem pač to naredil in tudi takrat, ker sem bil v tem modu, ali kako se temu reče, v tem moodu, v teh občutkih slave, sem tudi te napake naredil, o katerih sem prej govoril. Sem se Petu narobe povedal, v glavo sem spustil, da nočem njegovega komada na plati in je bilo fertik. Me potopil, takoj. Kako je izgledala, par dni nazaj je bila tukaj Andreja Makoter, ne? Jugo Madonna. Ja. In je osvetlila to obdobje. Kako je izgledala v bistvu slava v tistih še jugoslovanskih časih? Mi smo res bili slavni, ne? Sploh, ko smo po tisti Euroviziji, ko smo štartali. One šeri. Ja, z one šeri. Takrat je cela Jugoslavija nas poznala in mi smo to izkoristili kar dost, ne? Ker mi smo imeli čez 200 koncertov na leto, ne, in v glavnem veliko koncertov je bilo v jugi, ne, Beograd, Sarajevo, pa Zagreb, pa dol Skopje, pa tega je bilo ful veliko, Novi Sad. V glavnem smo potovali dosti dol, pa tudi snemali video, pa vse to, kar pri nas sploh še ben video, kle ni snemal, so Zagrebčani, pa oni že totalno imeli produkcijo, ne. No in v glavnem, in tam, ko si prišel ven, pa jaz to frizuro takoj, ko sem nastopil kamerkoli, so te spoznali in pol, ker enkrat nisi več popularni, je to stari bolečina taka huda, da ti ne znam povedati, ne. Ker jaz sem prišel v banko, takrat v tistih cajtih, mi je nisem rabil osebne, pa se izkazati, kaj rabiš, ja rabim čeke, ni problema. Tako je bilo, ne, pa se je vse ustavilo, ko sem pa padel, recimo, ko me je SP ustavil takrat, mi je pa, ko sem z randevujem prenehal, ne, sem si rabil spet zboriti nov imidž, pa vse je bilo, no in takrat
Je pa bilo občutno, vse to ni bilo enostavno, no? Ker te kar nekaj noben ne šmirgla. Ne? Pa se pa zamisliš, pa začneš tuhtati, pa rečeš, ok, kako bi pa jaz to drugače spelo zdaj, da bi... Ne? In pa greš po novih stopnicah, najdeš nove konekšne, nove vezi in spet narediš, če si borc. Ne? Jaz sem se vedno boril, če sem hotel. Zdaj, recimo, ko sem star, se mi ne da več toliko. Ampak takrat, ko sem bil pa mlad, pa ni bilo zapreke. Se tudi pesem, če I am the one and only, ki sem jo naredil prevod, ne? Nihče me ne ustavi, če ta tekst pogledaš, to je bil točno moje mišljenje, kako jaz vidim svet, pa kako se z njim soočam. Ne? Jaz sem napadel, ne? Pač sem šel naprej. Če ti nisi bil dober zame, šel naprej. Vse eden pa bo, ne. In so bili, vedno so bili. Kar močna pozicija, zahtevna pozicija, pravzaprav nekaj lahko tudi na zove. Je pa problematična stališča, da moš vedno dokazati, ne, da si dosti dober. Si sit tega dokazovanja, ker zdaj si se pa definiral, to imamo mi radi. Četrtič, ne? To imamo mi radi, ne. Jaz sem bolj nesrečen, ker sem v letih, ker ne vem, če se mi da ukvarjati še 20 let. Ko vedno Alfija dam za primerjavo, pa jaz ga spoštujem ful, ne, in vse. Ampak on še kar dela, rine, ne. In meni se pa ne da toliko močno. Mislim, vse je fajn mal, ne. Ja. Ampak toliko, ki pa on dela, ne, on pa res skozi dela, ne. In svaka mu čast. In mi je všeč, da je tak. Jaz pa ampak zbiram zdaj bolj, kaj delam, pa koliko ne. Pa veš, mečkaj sem se spremenil. To je tudi en luksus, ne? Ki ga leta prinesejo. Ja, pa hočem biti še nekaj let živ za mojo ženo, veš, da me nov infarkt zadev prehitne. Ker muzika je le psihološka stvar. Foreign business, ne? Ja, preden gremo na ženo. Zelo veliko lahkoto, ne? V kontekstu tistega časa si naštel, da ste vi nastopali po Makedoniji, po vseh teh bratskih republikah. Ja. To so danes sanje marsikoga in ne prodrejo. Ne, se ne moreš, se res ne moreš. Lej, v Srbiji ima vse pod kontrolo mafija njihova. Tam recimo, nam povedal, kdo, ena slovenska pevka je dobila ponudbe, ampak je tako, ne, je 110,000 evrov te košta album, pa moš pa delati to, kar ti rečejo in kamor te pošljajo mošet. Se delaš, se zaslužiš nekaj, ne, ampak še zdaleč si pa v njihovih rokah, je fertik. Nimaš več svobode, mislim, navidezno jo furaš, ker jo moreš, ker ne moreš ven, ne, a veš. Ja. Sej dve naše pevke so v teh, v teh dilih, ne. Da pa še kdo, ne. Tako, one so v teh dilih in se delajo punce, se so zaslužile, se vse v redu, ampak nimajo pa powerja, ne, nobenega. One pač delajo, kar jim rečejo, ne. In to je zelo težko. Hrvati pa ne spustijo not, recimo Hrvati pa sploh ne spustijo, Hrvati imajo pa 3 klane in te 3 klani furajo, vsak ima svoj področje in če se totalno, se vidiš, Basi nikoli not ni prišel. On je en splitski festival odpel pa tako, ampak da bi pa lahko na Hrvaškem on, kaj je že špilal, da bi ga kdo poslušal tako na veliko, ne, koncertiral. Tega pa ni. Ampak vi niste imeli komadov v hrvaščini takrat? Ste imeli? Ja. Mislim, pol plošče je bilo hrvaške, pol. O, ne, Šeri obstaja v hrvaščini? Tudi. A tudi? In Mišel. Okay. In kaj že, prvi rendevu pa vse to. To je najboljša. Veš kaj, jugovina pri nas služi denar, ampak nas pa ne spusti noben dol. Ne. Recimo, din takšen, ki je malo zaslužil dol, je Predin, recimo bil, ne, veš, pa se ne vem, če še kdo, no. Ja. Pri nas je bilo to zmeraj zelo na stežaj odprta vrata za... Ja. Slogo času, ne vem, ko je Stojan Avre res haral, ne, ja, to je bila Mineja, ne vem, kako se je bilo tukaj, Severina tedensko, ne. Ja. Obratno pa nikoli ni funkcioniralo, ne. Tako, se za Avre meni pomagal nazaj, to je bil najen deal takrat, ne, ker jaz sem nazaj prihajal na sceno, on pa ni imel izvajalcev veliko, ker on je imel probleme s RTV Ljubljana, ker so mu rezali takrat noge, ne. Pa se enkrat dobima tako slučajno, imam novoletno oddajo, pa nimam zvezde, noben se, pa jaz imam pa komad, koliko so, imam pa komad, pa nimam televizije. In smo bila zmenjena, in smo pol inkognito to speljali, ne. Tako da oni niso vedeli, da se je zgodil. In tako sem jaz nazaj prišel, ne. To sem Avri zahvalen do smrti.
Tower, ne. Ja, A si bil na onem revivalu potem tega Poglej za Deni? Jaz se ne spomnim. Ne, Bil sem tam, ampak- jaz to nisem delal, mene ni bilo takrat v teh letih in ni bilo nobenega razloga, da bi jaz tam bil. Ne. Ja, veš, ja, če bi pa bil, bi pa verjetno tudi jaz tam nastopil in tako se skup, ne. Življenje vse prinese, ne? Ja. In prinese 3 zakone. 3 poroke, imam pravi podatek. Ja, ena bila čisto že leta, kaj pa vem, 82, tam nek, sem se prvič, To je taka prazgodovinska, ne? 83, ne vem, kjega leta je bilo to. Ja, pa pol 85, 86, se ne vem točno. Ne, lažem, jaz sem se ženo šele, ko sem šel v Ameriko. A veš, imel sem otroka že pa to, ampak v bistvu sem se ženo, ja, takrat sem šel v Ameriko tisto leto, ker ni bilo potrebe. Ja, veš, na Koruzi je bilo čisto fajn živeti v Sloveniji takrat. Ja, no, in to se je pač, to je trajalo 30 let. Zdaj sem se pa vrnil, sem pa mislil, da bom svoje življenje, da bom single in da bom šibal okoli, pa sem gotovo, da mi to ne paše, pa da rabim nekoga ob sebi, ki ga bom rad, pa ki bom, in sem najdel mojo drago, ki tlele poslušati. Da ni več z nami. Tako da to jim mahamo, če ne. Ja. Ampak recimo tvoj drugi zakon je bil zelo produktiven, ne? Bila sta tudi karierno precej povezana. Ja, ona je bila moj menedžer 7 let še, ne, še predn sva šla v Ameriko in me je prodajala, mislim, je delala, ampak to so bili šokovi, veš, to so ljudje prihajali, so rekli, če češ, da bo volj špilo veselico, moraš z mano jeti, take so imeli. Oh, wow. Ne, prav hude so bile, ja, to so velike, smo se smejala na to, ne, ona jih je pa zrezirala, ne, take, ampak tako se je dogajalo, ne. Čist seksualne exchange so hoteli za špil, ne. A veš, in Oh, wow. ja, ne vsi, ne, ampak kar nekaj jih je bilo. Ne, ona je imela te probleme, ampak je znala sforati, ne, je bila kar orang močna, tako. Še obstaja ta korespondenca kakšna z vama? Kako misliš? Ste še v stikih? Smo prijatelji, ja. prijatelji? Se nismo koliko kregali tako, da bi se skregali. Ločila sva se v 5 minutah. Smo tudi družinski. To so najboljše ločitve, ne? Smo tudi prijatelji zdaj z mojo ženo, smo tudi prijatelji vsi, ne. Ločitvenega partija pa nista imela, ne? Sta Ma imela? kak pa. Si mislil, da boš 3-krat življenju poročen? To je to, kar Niti dosežek, ne? slučajno, ne. Ampak glej, sem pa na poti, da bom Richarda Burtona prehtel, ne. Ja, njegove žene, pokojne, ne, ona je imela 9 za zakon. Ja, njenem, ne. Ampak Tako po 3 zakonih bi že skoraj moral vprašati, kaj je tvoja glavna lekcija, tvoje glavno spoznanje o ljubezni po vseh teh v letih? ljubezni pa v te, vedno poveš ženski, da je lepa, pa da je dobra, ne kregi se z njo, ne, če ti rata. Mislim, so teme, ki se skregaš mal, ne, ampak generalno pa ženske so rade, da jih vidiš, da jih čutiš in da jih znaš pobožati, ne. Pa rost se moraš prinesti skozi vsak teden skoraj. Jih še nosiš? Veš, da. Zanč mi ni ratalo 2 tedna, pa ni bilo fajn. Katere izbereš? Ja, veš kaj, jaz v bistvu sam šopke naredim, grem v cvetličarno, pa ko vidim mene rostce, jaz imam tak nek feeling za to in povem, pa jaz nikoli ne kupim 200 rož, jaz kupim 3 ali pa eno tako lepo, pa malo zram, ne. Za mene je minimalno lepš, kot tisti nek maksimalen šopek, ne. Čeprav moje se včasih ne strinjajo s tem. Glavno, da so rože, no. Se je slovenska scena, ti si se vrnil, bila je Ema. Mislim, da takrat, ko smo v škotskem kiltu, si nas presenetil takrat. Stari, jaz poskrbim za take Takrat šoke. vsi smo govorili, kaj je on zdaj v kiltu, ne? Pa zakaj ima kaj je že tale? Čupa je bila kar posebna, Čupa bela, ne? ne. Ali čakaj, nekaj malo bilo podaljšano ali nekaj, ne? Ja, podaljške sem imel noter. Zakaj si se vrnil kot Škot? Lej, komad je bil tak, ne? Če komad poslušaš, je bil tak prvoborski. Je to Highlander, ne? Ja, tako, kot ena koračnica. In sem tak feeling dobil, da paše zraven to. Pa tudi tako in tako nisem vedel, kako si oblekel, ne? In sem rekel, pa kaj pa če bi nekaj tazga, ne? V bistvu najprej se je zgodila ena situacija, ki sem eno šiviljo najel, ki je mlada šivilja bila, še iz šole ven, ampak je imela en par kosov tako dobrih, da sem rekel,
jaz bom pa tebe najel, da mi neki orang tazga, odbit ga narediš. In en teden pred nastopom pridem in mi je tako za nič naredila, ne, da sem mi vse skupaj vrgel, sem rekel, ljubica, sorry, to ni to, kar sem jaz na sliki videl, razen če ti kdo drug to naredil, ne. A veš, ker to nisi ti, ne. No, pa sem to nazaj, pa sem pa umrl, sem rekel, kam pa zdaj, ne. In bolj, kar razmišljam, no, pa sem pa eno piko dobil, ena, ki svojemu možu pomaga kuhati, pad thai pa to, ampak drugače pa super šivilja in sem k njej šel in je ona čez noč mi naredila ta polovičen kilt, ki jaz sem gledal to škotsko modo, meni so te Irci Škoti všeč, ne, ampak sem najdel pa en pol kilt, ne, da ni cel, da imaš tle tako hlače, pa da je sem pol in tisto mi je bilo čist cool, ne. Vse je bilo cool. Ja, ampak ta glavni modni kreator naš me je pa popluvil, ne, prav, a ni mogel celega kilta narediti. Jaz sem pa rekel, a ti še ben ni povedal, da tudi to obstaja, mislim. Pol kilt. In je to zelo modno celo, ne. No, pol mi je pa malo zmanjka zgornjega dela, nisem vedel, kako ne naredim, pa sem kar eno srajco najdel, ki je nekako funkcionirala zraven. Pa tale Kristjan, ki mi je pa frizuro delal, ne, smo se pa kar udarila, ker on ni hotel mi te podaljške narediti bele, ne. Čakaj, je bil Skamlič? Kiki? Ne, on je iz Celja. Ja, Kristjan on je jak frizer. Jaz njega poznam že iz leta 84. Što smo frenda 100 let. No, in on je rekel, ne, da me isto barvo las, pa to pa ne bo toliko upadljivo, pa bo šluškan, pa to pa je imel v bistvu prav, ne. Jo. A jaz sem rekel, ne, jaz hočem, da me vidijo, ne. Hočem, da pišejo o meni, veš ti, pa čist vse en kva. In res, v komu so pisali, v tem, ki je zmagal, pa o meni, ne. Ja. No, nič drugega ni bilo v časopisih. Res je. Moj kilt, moj čupa. Čakaj, zmagala je pa Soklička, ne? Mislim, takrat je Ana Soklič zmagala, ne? Ja, ni uspela sicer takrat, ne? Dobro, lej. Ja. Te je presenetilo, koliko se je slovenska scena spremenila v tem času? Ti zelo, mislim, meni je zelo všeč, da se je harmonika pojavila, res mi je všeč, čist stališča, da slovenski inštrument, ki je bil dejansko skozi na nekim robu, da ne bo ratal, avseniki so se bili preziran, ja, avseniki, slaki pa henček, trije, te so pač igrali ta slovenski inštrument ali pa in sem vesel, ja, mogoče me malo moti ta pop verzija folk, ne, ki je malo pocen, ampak drugače pa, ja, v redu je, to mi je všeč. Ker se pa pop muzike tiče, moram pa reči, da so slovenski glasbeniki napredovali v znanju totalno, ker včasih tega ni bilo, da bi znal kdo kaj odšpilati, zdaj pa imamo super glasbenike Slovenci, ne. Edin bi rekel, malo so včasih predragi, ne. To sem zdaj, vzel si me iz jezika. Danes so to konkretni špili, mislim, ne konkretni honorari, to 10 in več jurjev, ne, se plača za... Ne, jaz nisem o tem govoril. Jaz pravim, da te zvezde, ki ne si zaslužijo, če ljudje plačajo to, jaz govorim, če jih hočeš najeti, ne, so dobri muskontarji, ampak če hočeš pa najeti, so pa ful dragi, ne. A veš, enega, da mi odšpila gitaro, da hoče 400 €, to je malo velik, ne, za en tek. Ne, enega Srba najameš, ti 60 tekov naredi za ist komad, pa reče, zbiri, hočeš, ne, cena je pa 100 €. A veš, in mečken premal dajo, no, mislim, jaz rad delam z ljudmi, ampak če si že toliko dober, pa naredi par verzij, ne, za ta denar, da vidimo, kje smo, ne. Vse ne moš z eno, nisi toliko dober, pa ben ni, da bo prvo rešil zadevo, ne. A veš, tako sem mislil, ne. Koliko je bilo zvezdniškega luksuza tam v tvojih zlatih časih? Luksuza meaning? A veš misel, da je denar drževal? Denar je bilo dost, takrat. Pod Titotom je bilo gnarja, kakor češ. Res ga je bilo. Pa tudi dela je bilo dost, vsega je bilo dost, mislim, mi smo res služili fajn. Si tudi živel temu primerno? Si privoščil? Mislim, bi rekel tako, tam 84 ali pa še malo prej, no, jaz sem že začel, predn sem zandevujem, ne, mi smo služili zelo dobro, no, meni se je ustavil, recimo, finančno sem imel probleme, sem imel krizo tam 88, 89, čisto zaradi, ker mi je se ustavil to celo zadevo
In takrat sem jaz imel probleme, ne, finančne, ali pa bi rekel, navajen sem bil živeti na veliki nogi že, ne, do določene mere in pa, ker ni bilo toliko špilov, ki sem mislil, pa tako, sem pa začutil, ne. Ja, in tudi ta finančna kriza je moje neke odločitve, ki sem jih imel v življenju, spremenila in me je poslala v eno smer, ki mi je žal, da sem šel, ampak too late, kasno zakaj. Ja, to je zdaj seveda neločljivo povezano s tvojo življenjsko zgodbo, ne? Seveda, ja, tako. Ne? Moja teta, mislim, da je 600 mark spuščala takrat, ne? Lej, tako je. Se prav spomnim, ne? Tako je, ne. Catch the cash, obvem, da obožuješ to frazo, če kdo omeni, ne? Najhuje je to, da so mene prebili na zid. Jaz v bistvu nič s tem nimam, ne. Čak šlo je za neko piramidalno schemo, takrat ti nekaj vložiš, pripelješ. Jaz sem bil delavc, ki sem v bistvu tako, ki so zdaj letele, ki hodijo za firme, kaj že, no, ko ste že vi, podcasteri, pa... Ja, no, influenceri. No, to je bilo to. Influencersko delo po pogodbi. Veš, firma je bila takrat avstrijska, jaz nisem s tem nič imel in jaz sem enostavno šel ven in sem rekel, dajte tole kupiti, če toliko pripeljete, boste toliko zaslužili. Ampak Slovenci ne marajo pogodb, pa ne marajo igrati fair. Ne? Oni so si izmislili svoje pogoje, ne? In so, ker pogoj je bil, da sam eno pogodbo lahko imaš, ne? Na svoje ime. Pa so dali pa na otroka, pa na ženo, pa to, in so jih imeli 10 v žepu. In normalno takrat si pa zgubil, ker si sam plačal, ne, uplačeval. In tukaj je bil največ problem. Tle je kolaps tega bil, ker se je na tak način delal, ne. In ni bilo pa dosti kontrole očitno v firmi naši tudi takrat, za katero sem delal, da bi to opazili, da se to tako dogaja, ne, veš. Ja, ampak to je tako, ne, lej, pa ker mene ni bilo, 3 leta so me pa prebili na zid, preden sem jaz vedel, kaj se dogaja, ne, je bilo že tu let. Zgodba, ki jo jaz poznam še iz tistih časov, ja, Wolf je v bistvu ustanovil, Catch the Cash. Ja, jaz sem imel, jaz sem imel power, da sem šel v Avstrijo, v banko v koraku, pa rekel, banka, vi te meni odprli, tlele, da mi je snar vozil, da mislim, stari. A si odprl kaj? To noben drug ne more narediti, kot država. Dajte si to vsi skrb zapomniti, nobeden drug. Si odprl kaj, Wikipedijo za svojim imenom v zadnje čase? Ja, se ne morem zbrisati. Ne moreš zbrisati. No, obstaja odstavek, katerem še, da si pobasal kup denarja in zdaj zelo luksuzno živiš v Ameriki. No, vidiš, ja. Ne vem, povej. Povej, kaj je luksus. Kako luksuzno je bilo? Ja, imeli smo 3 šihte, to je luksus bil. To so vse triči, trači, tudi pisali se, da sem v Avstraliji nikoli bil. Pisali so, da sem pobegnil, da me lovi Interpol. Nikoli me ni pobegnil Interpol. Jaz sem bil vsak let v Sloveniji, sem otroka vozil s starim staršem. To so vse triči, trači, ljudje, nažalost, če verjamejo časopisom, pa takim, tabloidom, ali ko bi temu rekel, ne. In nažalost je to tako, ne, in to pač tako je. A si kadarkoli imel kako ovadbo okoli tega? Nikoli. Niti ene. Ti lahko prinesem, imam papirje, da sem nekaznovan. V bistvu, saj si novinar, poklič na sodišče, pa ti ne povejo. Kaj ti mi je to nosil? Jaz sem nekaznovan bil in tudi nikoli nisem bil obsojen, tudi nisem bil obtožen. Kako lahko potem razumemo to selitev? Da se jo razumeti zelo enostavno. Kjero selitev? V Ameriko, ne? Ja, jaz sem imel pogodbo stari za Musko. Saj jaz nisem bežal. Jaz sem šel tja. Ampak, 88. sem že jaz bil zmenjen za deal. Jaz sem šel pol tja, da vidim, kaj se dogaja in se je dogajalo. Razlog, zakaj pa nisem pogodbe podpisal, je pa zato, ker so mi še vedno denar ponudili, ker 4 leta nazaj, ne. Veš, dolar je pa že čist drugje bil takrat, ne. Jaz bi rabil takrat 700-800 jurjev tam, da bi zaštartil. Tok pa nisem dobil nekje. Ne. Torej, Catch the Cash ni bil tak profitabilen. Ne? Nisem če bi jaz toliko profita imel, ki govorijo, bi jaz v Ameriki naredil lahko mrskej, ne. Ja. A je res ta zgodba, da si ti v štartu te piramide v bistvu bil finančno kar v buli? Jaz nisem imel nič denarja. Jaz pa žena smo se pogledala en dan, ker je prišel nekdo do mene, če bi šel influencat, ne, smo rekli, če bi 10 jurjev zaslužila, naj jo rešili za letos, ne. To je bila neka 10 jurjev mark, ne. No, pa to se je totalno, je šlo tako gor, ne, no zgor.
Ampak ljudje ne razumejo, da jaz sem bil plačan plačo, tako kot vsak drug. Pa imeli smo, ne vem, koliko je bilo, 15% ali nekaj tasga, smo imeli pa od vseh, so bili za nami. Ampak to ni bilo to gnare, ki vi mislite vsi. Jaz sem imel ljudi, ki so bili not, ki so veliko več zaslužili, kot jaz, kadarkoli. Zakaj si prav ti takrat, tako na sanko, v Catch the Cash je bilo na milijon ljudi, ne? Ja, kaj sem jaz na sanko? Jaz sem bil najjači takrat. Najbolj popularen. Pa ker ko sem šel, glih sem šel, pa je nekomu glih pasal, da me prbije na zid, ker me ni bilo, da bi se branil. Pa sem prišel pa nazaj in so mi rekli na časopisu, točnes, ne. Ker oni po zakonih slovenskih časopisih ne piše pa čist, ker hoče in nima čist nobenih, ko bi rekel, pritiskov. Tudi če lažno časopisi pišete, takrat v tistih sajtih bilo tako, jim ni bilo treba povleči nazaj, razen če si jih tožil. Ne? In kako ne jaz brez denarja, jaz nisem imel denarja. Zakaj si bil kar tiho? Nisem bil tiho, jaz sem bil v Ameriki star in sem nov življenje štartal in se nisem hodil s tem ukvarjati. A miš, da bi jaz dobil ameriško državljanstvo, če bi kle nategnil 5000 ljudi, ga ne dobiš, miš, da oni ne vejo, kaj se kle dogaja. Pa jaz sem ga dobil. Ker nisem nič kriv. Tudi ne bi me spustilo v Ameriko takrat, če bi to bilo res vse. Ne. Investiraš danes v kaj? Nič ne investiram. Nič ne investiram, res ne, ker nimam kaj investirati, to je najhuj. Ne. No, v glavnem, to je ena zgodba, ki jo ljudje še zmeri premlevajo. Edina stvar z te zgodbe, kar mi je všeč, je, da očitno sem še zelo pomemben faktor v lifeu, ne, ker če ne bi bil, se ne bi ben s tem ukvarjal, ker ljudje klele milijone kradijo vsak dan, bilijone, politiki naši pa vsi, pa se noben z njimi ne ukvarja, mislim. Z mano se pa ukvarjajo, za tele sitne variante, pa za te natocevanja, ki so jih v življenju ljudje naredili. Da se sam počaka, da zapadejo stvari. Jaz čakam, že po 30 letih bi človek rekel, da noben več ne govoril o tem, ne. Ampak ljudje najhujete, tukaj imate pa vi kot mediji bi mogli biti bolj responsible, no? Bolj odgovorni, ko kazga človeka zmelete, ne? Ker narod to bere in posluša. Ne? V bistvu je verjetno politiki fajn, da lahko na tak način manipulira, ne? Ampak meni pa ni bilo fajn, ker so manipulirali na tak način ljudi, ki zdaj mislijo, da sem jaz kaj s tem imel. Ne? Leta 2026. Mislim, res, me prav včasih ne živce, ker to gledam, se neko pa nehite, no. Pa puste me na mir, jaz imam en avto pa en stanovanje. Pete na une, ki imajo pizdarja pol mesta, jih noben ne dira. A veš, to je to, ne. In vse na te lažne, ko se temu reče, implikacije. Ne. Si človek, ki goji zamere? Jaz ne, veš, jaz sem bil bolj v bolečini. Jaz nisem zameril temu, ker jaz imam čisto vest. Jaz vsakem oči pogledam, jaz nisem benga nategnil. Jaz sem sam delal svoj posel, tako kot ga kdorkoli od vas, če bi ti kaj narobe napisal, pa da bi te pol popluval, to je ista stvar, a veš. Slučajno je bilo tako, da je pač to ena denarna veriga bila, ki takrat ni bila niti prepovedana. Ni bila prepovedana. Verjetno bi še jaz kaj dal. To je pač tako bilo takrat. In tudi še leta kasneje še ni bila prepovedana. Tudi po nekaj let kasneje sem še šel prav pogledati v zakonik, je bila še zmer not, še niso vendar. Ker pač, tisti, ki to počnejo dejansko, ne, ki so to naredili, tisti si še zmer čuvajo opcijo, da lahko še zmeri to izvedejo. Ne? In sem tudi slišal, da je bilo še nekaj kasneje za tem sistemom, ne? Nekaj teh verižnih stvari. No? Se pravi, ljudje ne malo tudi sebe pogledajo, pa malo potuhtajo. Ne? Če sam končam, ker sem novo polemiziral to, če si igral to igro, če si pripeljal 4 ljudi, si zaslužil svoj vložek. Ne? Nisi mogel več zgubiti kot svoj vložek. Se pravi, vsi, ker govorijo, da so zgubili bajte, pa to je laž, nategunščina je pa v samih ljudeh, ki so blefirali sistem. In to je to. Blefirali so ga pa zato, ker ga je nekdo postavil. No, ljudje, to nisem bil jaz. Ne.
Zdaj še slako, oni 600 mark nazaj dobim. Ja, 15, poglej, kdo so bili politiki. Kdo so bili, takrat, ja. ne. Boš videl, mogoče ti pa kdo dal. Vse še obstaja. Presenetilo me, ko sem malce brskal o tebi, da si spregovoril o eni temi, o katerih pa moški zelo težko in redko spregovorimo, in to je depresija. Morda bi se o tem morali vendarle malce več pogovarjati. Ne? Depresija je ena težka stvar, ne? Jaz sem jo šel skozi in to čisti z vidika glasbe, ne z vidika drugih življenjskih nekih situacij. Jaz sem se znajdel v enem precepu, jaz sem bil v studiu, 11 let sem bil v studiu v Kildru, brez oken, sem sam produciral, delal. Ljudje ne vejo, jaz sem 60 albumov naredil v življenju. Kot producent, govorim še, svojih imam 7 ali koliko že, za druge sem jih pol v Sloveniji naredil, mislim, tam koliko 30 jih je bilo v Sloveniji, pa še skoraj 30 v Ameriki, ne. In jaz ne govorim o tem veliko, ampak dejstvo je, da sem delal knorc v studiu, snemal, tudi jaz ogromno snemal zunaj, sem imel remote studio, sem hodil v Washingtonu, Seattle, pa gor čez vse posod po Ameriki snemati te velike produkcije. No, in ko sem se jaz zbudil iz tega, jaz sem temu rekel, kar sanje, bil sem star 41 let, ko sem en dan, mi je prišlo v glav, ko sem pa jaz cel svoj life stran vrgel, ker za mene je bilo tisti 30 leta, tisti produktivni life sem jaz drugem dal, sem drugem delu, nisem sebe naredil, veš, in sem padel v en brezno, sem rekel, moj življenje je konc. Kom pa zdaj? Sem že star 40 let, takrat je bilo za mene to veliko, ne, veš, govorim karierno, ne. Kako zdaj kariero začel neko delati? In takrat sem padel v en tak vortex life-a in nisem mogel ven padati. Nisem vedel, zakaj jokati sem začel, jokal sem 4 leta. Hodil po gozdovih, sprehajal se, jokal, solze so mi tekle, nisem vedel, zakaj. In mislim, moram reči, da moja bivša vsaka je čas, da me je gledala. Edino, kar mi je retval v tem obdobju, je, da sem imel band in tisti band, ki sem ga imel, to sem imel en tak band za zabave, pa tako, ne. S tistem smo zelo dobro delali in to je mi edino, kar mi je držalo po koncu, ne. Tako da nisem v bistvu ne delal, ne, ampak ostal čas, ki je bil pa okoli, sem tako ležal po cele dneve, hodil okoli. In pol en obdobje sem začel pa knjigo pisati. Nisem več vedel, nisem več moči za nič drugega in sem začel pisati knjigo in sem enih 86 strani sem že napisal, ko sem ugotovil, jaz sem skozi mislil, da je, mislim, še zdaj ne vem točno, zakaj sem padel ven iz depresije, kaj je tisti glavni razlog, kar nekaj razlogov sem navajal noter v knjigi, kaj me je motil, pa, ne, in sem se v teh bi rekel, solzah, ki sem jokal kamenje do konca, en dan zbudil in sem rekel, zdaj pa ne rabim več pisati, zdaj sem pa okej. Ampak še zdaj ne vem točno zakaj, kaj me je ven spravilo. Verjetno vse, ne? Vse to je zgodbe, ki sem jih pisal, vse moj življenje, ki sem ga opisoval, da je vse to pomagalo, ne. In najhuje pa pri depresiji, da sem se zavedel vsega. Zavedel sem se in depresije, da imam problem, vse to, ampak ne moš ven padeti, ne znaš ven prideti. In jaz mislim, da depresija edin, tako kot sem jo jaz doživljal, edin čas te vzdravi, če imaš srečo. Poznam pa veliko depresivnih, tudi, ki so samomore naredili. Pa ne, ali se zapijajo. Ali pa ja. No, jaz se nisem zapil, ampak sem se pa iskal, ful. Ne. In tiste 4 so bili moje najmanj produktivni življenjska leta, ker res nisem nič kaj veliko naredil. Mislite, to je eno iskanje enega sveta, ki ga ni več? Ja, ker veš kaj, krivil sem veliko svojih potez, kaj smo delali, pa zakaj nismo, pa kva, pa če bi to bilo, bi bilo veš, ti skozi obrača, skozi sam sebe, tuhtaš, kaj je tisto. In se pravi, ni definitivnega odgovora, ampak vse te stvari, ki sem jih napisal, so mi pač pomagale. Ne. Kaj danes veš o sebi, pa pred depresijo nisi?
Nič, ne vem vse. Mislim, vemo mi vsak stvari, ampak dejansko vejo ljudje več od tebe, ki ti misliš, da veš, zdaj, je to res ali ni, kar vejo, ampak jaz se nikoli nisem ukvarjal sam s sabo, se pravim, razno v teh letih, ko sem bil depresiven ali pa tako drugače, pa jaz nisem obnavljal preveč obnov delu svojih poti, jaz sem v glavnem vedno naprej gledal. Jaz se ne maram nazaj vračati v neke pomisleke svojega lajfa, ker to te nikamor ne pele. To te pele. Mi vračamo, ne? A veš, neprestano. Ne? Ja, imate nekateri sej pač. Jaz sem se odločil lani, da bom povedal par stvari, vsega tako ne smem povedati, kar vem, ker ni fajn za zdravje, ampak tole sem pa povedal, kar je prav, da ljudje vejo, da malo razmislijo o tem, da en muskonter, ki gitaro igra, ne more narediti take igre. To si zapomnite. Ga ni. Kje je ta knjiga? Ta knjiga je doma na kompjuterju. In bo tam ostala? Ne vem. A si jo kadarkoli prebral potem? Ne. Tudi jaz je ne bi mogel Ne. priznati. Sploh ne upam je noter pa ponoviti tega branja. Nisem, pa videl sem zglih zadnj, sem nekaj gledal v enih drivih, ki imam na diskih to, in sem videl naslov ta knjige te, ne, in me je parijel, da bi, pa nisem šel brati. Sej me je že moja tudi fehtala, da bi prebrala. Še ni čas. Ja. Si tvoji temni kotički, ne? Kaj pa kakšna knjiga, druga vrsta, v smislu biografije, ker zgodba je impresivna, ne? Lej, če bi jaz biografijo pisal, bi bila za film, sigurno. Ja. Zgodil se je veliko, v lifeu bi bilo lušen, ampak ne vem, če imam glih moč, da bi to delal, pa razlog nek, ker pa spet, ker vem, kako bi pisal, ne. Jaz bi toliko detaljno šel pisati, ne bi spuščal ven stvari in pa glih ne bi bilo fajn, ne. Brez filtra. Ja, brez filtra knjiga. Vse bi bila brana, verjetno, ne, ampak ne vem, če bi dal svoje življenje pa srce na mizo, da bi ga lahko vsak skladvam udal. Brez filtra, tako kot zasavski dimnik. Tako, če danes jih ima. Kakšno je tvoje življenje danes? Moje življenje je top. Deluješ srečno. Ti res sem srečen. Imel sem vmes mi je malo zaškripal, zdaj sem bil sam tle, no, ampak pa sem imel pa svojo drago, s katero zdaj uživam live. So me, ne vem, kjer leta je bilo, en let preden sem jo spoznal, me je nekdo najel, da pridem odpet, presenečenje, da sem, ne, na rojstni dan nekoga, ne, in nisem niti vedel, do zadnjega dne, da pojem eni ženski, nič nisem vedel, ne, in pol pa pridem in stopam noter, jo zagledam, že skozi šipov, do zunaj sem jo gledal, ker še nisem vedel, kdo je, kako je plesala, pa kako se je gibala, pa sem rekel, wow, tole pa, ker jaz nisem verjel, da bom najdel kakšno, res, ker moram reči, nažalost, sem ugotovil v teh 6 letih, da so ženske v večini te, ki hodijo ven, bom rekel, bolj bom fokusiral to, so zelo nekvalitetne, te, ki se nastavljajo, pa ne vem, ko počnejo. Unete dobre so verjetno doma, ali ne vem, kje so, ker jih ni vzun, tako tam, ker ljudje hodimo, ne, in sem bil prav brezvoljen, sem rekel, pa to, kje bom jaz najdel eno dobro žensko sploh, ne. No in pa pridem tukaj in gledam njo skozi šipo, pleše, skače, postava točno taka, ki mi je všeč, mehne jožke, vse to, tako, kot mora biti, mislim, mehne, male, ne. Pač to imam jaz sred, no. Suhica, oska v pasu, veš to. In pol pridem pa noter, pa je par anekdot okrog tega, ne. Pa prav ona tako prihaja proti meni, pa prav od tega sem pa že jaz zaljubljena cel življenje, ne. Sem rekel, a nisi več mogoče? Fenica, bivša torej? Ja, moja bivša, ja, cel življenje me čakala, saj veš. Ti je pomembno to, da je bivša fenica? Veš, zakaj mi je pomembno? Ker iz stališča, da me je spoštovala cel življenje, definitivno, in rada imela mojo muziko, ne.
na žurih od nje, tudi če je bila prej poročena, so mogli vsi one šeri začeti na špil, na začetku žura, pa končati. No, to je en velik spoštovanje, ki meni veliko pomeni, ampak ni tukaj glavna stvar. Ko sem jaz do nje pristopil, se je čutila ta energija, je res drugače bilo, no, kot sem bil navajen. In se sem v prvi sekundi mi je dišala prav in sem to povedal tam, že na licu mesta, sem rekel, da tako lepo diši, da sem dol padel. Von je pomemben. Ne? Ja, von je zelo pomemben meni. Kakšen par sta danes? Tako? Kakšen par sta danes? Medva smo odličen par. Smo imela definitivno neki ko se temu reče, prilagajanja, ker jaz bi vsem tistem, ki so v mojih letih ali pa mlajši tam po 50, ki iščejo mladega, mislim, svojega partnerja nekega v teh letih, morate biti zelo pazljivi pa potrpežljivi, zato ker v teh letih oba dva sva že izoblikovane osebnosti, si imel svojo nek lifestyle, stil življenja, imaš rad nekaj namaraš in tako. In moram ti povedati, da jaz sem se 1000% zopet obrnil v prid odnosa, ker ne moreš furati svojo agonijo neko, ki si jo imel prej. Ne. Enostavno ne gre tako, ker moraš pogledati partnerja, videti, kje so tiste stvari, ki so jim pomembne, oziroma obratno, in pač oba dva morata iti v tiste smeri in popravljati, uvinke delati, da prideš na avtocesto. Ne. In ko pa na avtocesto prideš, pa je pa top. Ne. In imela smo rabila kar leto pa pol, smo zvozila, smo imela par teh orang, veš, ker se moraš stresti tudi včasih, ne fizično, ne govorim tako, ne, ampak stresti in priznati si, da ne veš, še zmer ne veš vse, ne. Ker jaz sem mislil, da že vse vem, pa mene ženske pojma nimamo, do konca ne vemo. Pa pomirjajoče, mislim, da seks po 40 še vedno obstaja, ne? Obstaja, ljubčki zlati, vse obstaja. Pa če imaš žensko, te pravo, tudi tabletov ne rabiš, verjemite mi. Vse je štos, koga imaš zraven, pa kako se pač stvari dogajajo. Pa se ni, veš, ljudje delajo napako, ker mislijo, da je količina seksa problem. Ne rabiš ti veliko seksa, če imaš kvaliteten seks, pa dober, takrat, ki ga imaš. Ne, veš, ne rabiš devjati, zdaj moramo 5krat na teden. Ni v tem point. Ne. Ljudje imamo službe. Dobre. Pa če už tako seks, tudi ne už dolg. No. Počasi finišira. Povej mi, Wolf, na kaj si v življenju najbolj ponosen? Na vse, kar sem naredil. Težko je reči, da je nekaj bilo boljš, pa nekaj ni bilo. Vse je bilo takrat, ki je moglo biti. Veš, jaz sem vedno življenje vzel takšno, kot je. Mislim, ker ne moreš vplivati na čisto nobeno niti minuto. Tudi zdaj ne veš, kaj se je zgodilo, ko sem ostal. Ali bom padel, ali bi šel lepo ven, ali bo moja žena klele me objela, ali bo jezna, če sem kaj rekel. Ne veš. Se pravi, ne deluje zelo jezna. Ne, se ni, ampak pravim, teh momentov v lifeu ne moreš kontrolirati. Se pravi, jaz ljubim vse, kar sem naredil, vse napake, vse dobre stvari, ker napake so mi verjetno več dale v življenju, kot tiste, stvari, ki sem jih kontrolirati probil. Ne? Ker napake so tiste, ki te pobožajo poriti, pa te malo ne klaftajo in pol postaneš drugačen spet in drugačen. Pa še zmeri misliš, da boš lahko brez napak zvozil okoli. Pa ne boš. Do konca življenja jih bomo delali. Ne? In za ženske morate pa vedeti, ženske so en orodje, govorim emocionalno orodje za moškega, je zelo pomemben faktor, ker enostavno brez njih, one imajo eno inteligenco, ki ni taka, ki je moška. Moški nimamo te inteligence. So zbrane, so odločne, drugače razmišljajo. Ne? In ti se z njimi ne moreš jeti. Lahko si tako na ivici plezaš, ne? Ampak ne moreš se pa jeti, ker imajo en svoj prav, ki ga moraš enostavno absorbirati in reči, ok, sej veste, ne? Moja sploh, moja voha na en kilometer čekaj, ne. Ampak medva nimamo tist kreganje, da bi se zdaj medva šla, veš, medva nimamo ljubosumja v teh konceptov, ker to
če je ljubosumje, ni zakona, ni veze, ni nič. Je takoj fertik. Če pa je življenje z estradnikom, je posebno življenje. Ne? Lej, normalno, ker jaz imam še zmer ogromno fanov, ki pridem, ne, in ona bi lahko eksplodirala kot ženska, recimo, ali pa kjerkoli bi z mano bila, pač na kakršnokoli situacijo, ki pride, ne, se ti kjera okrog vrže, pa nimaš kontrole, kaj če zdaj jo odpahnu stran, ne moreš, pač to se moraš navaditi, to je pač en del, se tudi v službi, kdo pride, pa ti roko da, ali pa te objame, ali pa, mislim, veš, so te situacije, ampak važno je, da ljudje moramo zaupati partnerju, če ne zaupaš partnerju, ne boš nikoli sporil. Čakaj, ampak fenica, se zdaj že pojavlja nova generacija fenic? Imam fenice od mehkih punčk do, ja, ni nekaj velikih količin, ampak so fenice, kukor češ jih. So še pokretne, ne? Se pravim, največ ima pa fenov, ne? Oprosti, ampak ko je čaga, pa se vedno zavrti, koliko so, pa kje si angel varuh in tak, ne? Stari, jaz sem zadovoljen, da te moje pesmi so obstale, ker zdaj te novi, ki se snemajo, te novi komadi, jih težko narediš toliko močne, pa to ni zaradi tega, ker so komadi toliko slabi, problem je airplay. Veš, mi smo nas ni bilo veliko muskonterjev, ne? In ti si imel svoj obdobje, ki ga je radio pač prezentiral s tvojimi komadi, zdaj pa tega ni. Ti imaš na dan 150 komadov izide na dan. V Sloveniji. Kje boš ti en komad hit naredil? Mislim, meni je res ratu, ampak je zato ratu, ker je, ko bi rekel, domoljuben komad, ne? Prihajam domov. Ta komad je ratu brez radijev, brez vsega, folk ga je najdu. Veš, in kamor pridem, ga vsi znajo, dočim za druge komade se moram pa potruditi, ful. Ne? Veš, in je težko res najdeti pa napisati komad, ki bi čistko, kot je ta rato men, rato ljudem. Ne? In pa zelo dobri komadi, nekateri propadajo zaradi tega, pa zelo dobri pevci, pa muskonterji nikamor ne pridejo zaradi tega, ker so mediji kontrolirani preveč, a veš, kaj se igra, kaj se ne, koliko se kilo odigra. In tukaj je pri nas velik problem. Ne? Recimo strici, oni bo šlager zavrteli, pa rock komad kasneje, pa vse, oni vrtijo čist vse. In ni važno, a si ti Joe Schmo ali kdo, če je dober komad, ga bojo rolali. Pri nas pa smo radio friendly. Ja, pri nas moraš biti pa vse, pa moraš imeti gitaro, tako pa uno, drugače pa, zdaj, veš, najhuje je, da ti nekdo, ki je DJ, vse ne govorim, da so slabi, da imajo posluh, pa ne vem, ko sem, ne mora on tvoj aranžma niti kritizirati, niti spreminjati, ker ti delaš to, kar čutiš. To je tako, ki bi slikaril, zdaj Picasso, pa pride zdaj en slikarček tam iz šole, pa reče, tale črta, ne, jaz to prebarval. Pustite ljudem kreacijo, ne bojo kreativni. Originalnost. Spoštujte, da so nekaj naredili, mislim, vsi, govorim od publike do tistih, ki delajo v našem biznisu. Ne. Ta komad, razmislite, zakaj je ta komad tako narejen. Na kateri svoj komad si najbolj ponosen? Spet je eno vprašanje, ki ga noben ne sme vprašati. Ne. Na vse stvari. To ni res, po mojem. Ja, lej. Tudi tisti, ki ni izpadel dober, tudi tisti je bil v tistem momentu, ki ga daš na ploščo, v tistem času, ki si, a veš kako je, muskonterji nismo nikoli happy s komadom. Pa si ga 20 zmiksal, 21, pa če še en teden počakal, ga spet zmiksal, ne. Tako da jaz sem se naučil, da, kaj svem, se ti moja lahko pove, ne, sem delal za en komad, to jaz sem ga 50krat zmiksal. Pa moš pa enkrat reči, pa sem že star bik, ne, vem, da ne bi smel tako početi, ampak ja, pa se poš pod stran, prideš nazaj, pa reči, ok, good enough, ne. Ker veš, kje je štos. Štos je v tem, da vsak dan, ki živimo, ali smo muskonterji, ali delamo to, kar delamo, se nekaj novega naučimo. In čez en teden boš ti že imel toliko informacij novih, da ko boš šel nazaj pogledati, kaj si prejšnji teden naredil, boš rekel, jaz bi pa tole moram pa popraviti. Ne.
In to probi enkrat napisati članek, pa 5 teden nazaj, Pa ga še enkrat, ja. ga v 100% malo obrnil, da boš rekel, to pa ni čistko, 6 stvari že zvedel drugačnih, veš, in to je to, enkrat moraš biti pripravljen, da rečeš, top je, I'm good enough, pa veš, koliko se mi je zgodilo, pa sem pol čez en mesec opazil, ker mi slišimo stvari, ki jih normalen smrtnik ne sliši, ne, in pa opaziš, tale gitara, ja, veš, ali pa klele glas prepotih, pa ne vem, ko. Precizli, ne. Tako je, ne. Kaj se bo zdaj še glasbeno s tabo dogajalo v naslednjih mesecih, letih? Lej, moja žena ima še 6 let do penzije, jaz grem že uspešno drug let. Če se ne kaj spremenil. Če se ne kaj spremenil, grem čisto zato, ki je prav, da grem, ne, ampak drugače, če bi me vprašal, ne bi hotel jeti, ne, ampak če je že, pa če ne razpolagal, pa grem, ne. Ker še zmeraj lahko delam pogodbeno, pa tako, še zmeraj lahko se ukvarjam z muziko, ne, in pol bom šel, ne. Se bom proslavil to, ne. A imaš ti vnuke? Imam 4. Madonna. Ja, fante. Kako to? 2 je moja posvojila, 2 sta pa njena. Wow. Ja. Nažalost je 2 zgubila tudi v tem procesu, pa tako hotla je imeti 5 svojih, no pa to, da ni mogla rojevati tako hiter, mislim, tako uspešno, no, ali pa da je imela zdravstvene probleme, je dal vsaj toliko časa, da ni pol šla na 5 njenih, ne, pa bi jih bilo 7. To je že moje pesmi, moje sanje, ne, The Sound of Music, ne. Jaz vedno pravim, fajn imeti enega otroka, prav je, da poslanstvo narediš, ne, tistih so rojeni za več, ne jih imajo več, ampak generalno, če sem pa jaz po moji odkriti plati, da povem, zaradi otrok zgubimo 20 let življenja in to najlepših, ne. Pa da te na koncu pošljejo kam, pa jih ni, pa jih ne vidiš, pa veš tist, pa imaš veliko otrok, ki niti staršev ne pogledajo, ne pomagajo, pa si misliš, pa zakaj sem jaz 20 let, pa tono gnarja pometel tole, ne. Ker nažalost jaz, ko gledam tale cel koncept življenja zdaj, ker otroci nimajo socialnih teh nobenih kvalitet pa tega, recimo jaz še zmer mami, saj enkrat na teden grem in nivo skopljem in pomagam, razumeš, pa sem strbik, ne. Te mulci sploh ne vejo, da rabijo kaj, razen tega. In če gledaš iz tega stališča, ne, zakaj rabiš otroke, kaj te je na telefonu 20 let, ne, pa te pa še poznane na koncu, ne. Ampak je pa prav, ne, čisto humano je pa, da imamo vsaj enega otroka, da ta svet gre naprej, ne. Se zavedajo vnuki, kdo je dedek? Ja, vnuki so lušni, ja. Ne. Deda me kliče, čeprav so v Ameriki, oni so v Ameriki moji, ne, ampak me kličejo deda, pogovarjamo se pa po angleški, ne. Kaj so? Oni so vsi Američani. Američani so, seveda. Ja. Pa imate ful dober Halloween. Halloweeni, ja, se imam sliko, ki imam telefon. Ja, smo imeli Halloween. Smo še mi bili z mojo novo družino zdaj, ker smo bili s hčerko najino, pa smo šli v Ameriko, k moji hčerki, ne, tja in smo imeli glih Halloween, smo se vsi oblekli v hodičke, pa jaz sem bil od hodičev pimp, ne. Tako, no. Wolf, na koncu sva. Ja, ne? Nisem tako užival. Nimaš več časa, ne? Ja. Nimam več časa, ampak bi se še 4 ure bi sedel tukaj. Ja, ne, jaz imam 4 ure, kamot. Zdaj ga imaš še napir, ne? Najlepša hvala, izjemno čas mi je bilo. Včasih traja več kot 40 let, da spoznaš svojega idola iz otroštva. Ali pa moža. Ali pa moža. Tako da, kako pa je, dobre stvari pridejo na tiste, ki čakajo, ne? Dobre stvari so za te namenjene, definitivno. Wolf, vse dobro. Vse dobro tudi tebi in vsem, s katerimi si, in jaz tudi vsem ljudem želim, bodite enostavni, uživite life, pokličite me kdaj, da pridem kako zapet, ker sem fajn družba. No. Za dobro spletno stranjo mi res sem jo včeraj prečekiral. Tako, ja. Se vidi, smo na vezi pri naslednjem projektu in podvigih in zmagah in vsem. Hvala lepa. Vsekakor. Dragi moji, hvala tudi vam, ker imate čas v live za slačilnico, ful cenimo to. Posledite nas na vseh platformah in kaj še ne rečem. Se veste, ne? Kaj se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.